Hvala, Aljaž. Torej, dobrodošli na okrogli mizi. Zadnja danes, ampak ekscelentna zasedba. Obljubljamo res dobro razpravo. Opravičil se je profesor Andrej Rus, tako da bomo sami skušali ponuditi nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih bo zastavljala naša okrogla miza, to pa je socialna država in nova družbena pogodba za Slovenijo. Če ste spremljali konferenco od začetka, potem veste, da se je veliko govorilo, da ste veliko lahko slišali o sami ideji univerzalnega temeljnega dohodka, kaj to je, kako naj bi delovalo, kje že morda v neki obliki deluje. Z gosti bomo skušali to razpravljati v kontekstu socialne države, torej koncepta vladanja, v katerem naj bi država igrala, v katerem igra država ključno vlogo pri zagotavljanju nekih osnovnih dobrobiti svojih državljanov. Poskušali pa bomo zarisati tudi nekaj predlogov, kaj naj bi družbena pogodba za 21. stoletje za Slovenijo pomenila ali pa vsebovala. Torej, profesori dr. Tine Stanovnik, dr. Andreja Črnak-Meglič in profesor dr. Ivan Svetlik. Morda, da začnemo pri vam. Gospod Svetlik, ste sociolog, profesor na FDV-ju, pa tudi nekdanji minister za delo, družino in socialne zadeve. Za vod mogoče najprej, da postavimo stvari v kontekst, v katerem razpravljamo o novih rešitvah za čas, v katerem živimo in tistem, ki še prihaja. Prosim. Ja, lepa hvala in dober dan vsem. Zdaj za uvod bom jaz kar vzel za res naslov, ki ste ga dali tej okrogli mizi, se pravi vprašanje nove družbene pogodbe za Slovenijo. Jaz mislim, da bi pač ta nova družbena pogodba morala rešiti dve temeljni vprašanji. Prvo vprašanje je vprašanje solidarnosti oziroma kohezije med socialnimi sloji, med socialnimi skupinami, zlasti med generacijami, ker ta kohezija je skozi krizni čas prav gotovo načeta. In drugo vprašanje, ki ga zraven dodajam, pa je vprašanje mobilizacije vseh človeških virov za zelo jasne cilje, za soočanje seveda z situacijo, v kateri ni samo Slovenija, v kateri je cel razviti svet v tem globalnem previranju. Zakaj dodajam to drugo vprašanje? Zaradi tega, ker mislim, da socialne kohezije, ki nekaj stane skozi socialno državo in socialne programe, ni mogoče vzdrževati, ne da bi seveda imeli za to ustrezno ekonomsko podlago. In mi moramo hkrati reševati obe vprašanji. Zdaj bom kar skočil na temo univerzalnega temeljnega dohodka in se vprašal, koliko se mi zdi, da bi lahko k rešitvi tega vprašanja prispevala ta ideja. Moram reči, da je meni vse skozi ideja univerzalnega temeljnega dohodka simpatična, v tem smislu, da seveda rešuje ali ponuja rešitve, kar zadeva univerzalnosti, ki je zelo zanimiv princip, dober princip na področju sociale, vprašanje transparentnosti. In danes mislim, da je sploh bila še dodatno za mene dosti močna ideja o tem, da lahko rešuje vprašanje državljanstva na evropski ravni ali državljanstva tudi na nižjih ravneh. Pač do neke mere, ne v celoti, ampak je lahko pomemben instrument v tej smeri. No, kljub tej simpatičnosti pa se mi zdi, da imamo težave, če gremo na raven Slovenije, težave s to idejo, ali in v kolikšni meri lahko z njo pravzaprav presegamo to narahljano socialno kohezijo. Jaz mislim, da za uveljavitev univerzalnega temeljnega dohodka imamo dva glavna problema. Prvi problem je, da ni dovolj sredstev, čeprav so nekateri trdili, da jih je. Jaz mislim, da jih ni dovolj, če hočemo zagotoviti univerzalni temeljni dohodek na primerni ravni, ki omogoča dostojno preživetje. Če bi računali s tistimi sredstvi, ki jih je danes
dr. Koroščeva lepo nakazovala, potem se mi zdi, da seveda ne pridemo do tiste višine univerzalnega temeljnega dohodka, ki dostojno življenje zagotavlja. 300 evrov v Sloveniji zagotavlja preživetje na kratek rok, je začasen inštrument, ki nekomu omogoči, da preživi eno krajše obdobje. Za daljše obdobje pa vemo, da je ta številka 450 evrov danes postavljena, ampak še ta se mi zdi, da je zelo nizko postavljena, če nekdo hoče vzdrževati svoje življenje na daljši rok. To pa pomeni seveda, da takoj potrebujemo izdatno več sredstev, kot jih je bilo mogoče najti skozi predlog, ki smo ga imeli na mizi, in to izdatno več sredstev pa seveda pomeni dvoje, tako kot je profesor Menzinger lepo rekel. Ali nekomu, ki zdaj ima ta sredstva odtegnemo, kar verjetno ne bi bilo sprejemljivo za nobeno skupino, ki bi prišla v tak položaj, ali pa seveda, da povečamo obdavčitve in tovrstne prihodke, da bi generalno seveda povečalo obremenitev, kar se mi zdi, da bi bilo tudi v današnjih razmerah težko uveljaviti. To je zdaj ta prvi problem, ki ga vidim. Drugi problem je pa problem, bi preprosto rekel, problem etike, vpliva univerzalnega temeljnega dohodka na etiko dela. Jaz mislim, da je vrednotna matrica, vrednotna struktura Slovencev pač takšna, mogoče je v kakšni skandinavski ali pa močno protestantsko usmerjeni državi drugačna, da bi v zelo kratkem času, če bi uvedli univerzalni temeljni dohodek, jemali ta dohodek kot neke vrste pravico, ki jo mora zagotavljati država, ne da bi čutili kakršnokoli obveznost, tako kot jo ne čutimo seveda v primeru drugih prispevkov, zato da zagotavljamo sredstva za izplačevanje univerzalnega temeljnega dohodka. Naš odnos do države, do skupnosti pač podleže nekemu partikularizmu, a ne kjer gledamo samo na svoje interese, ne na skupne, to je del naše vrednotne matrice, in mi smo seveda, to gre eno z drugim, visoki individualisti. In tukaj je seveda mogoče ljudi hitro pridobiti za to, da bi glasovali za univerzalni temeljni dohodek, zelo težko jih je pa pridobiti za to, da bi glasovali in tudi zares potem se vedli tako, da bi financirali ta instrument. Tako kot se kaže seveda na številnih drugih področjih, kjer imamo celo vrsto nezaželenih pojavov. Da navedem samen primer, ta univerzalni temeljni dohodek bi hitro deloval približno tako, kot danes delujejo socialni transferi ali transferi za brezposelne, ki sicer niso visoki, ampak s tem, ko nekdo še lepo na sivem trgu v črni ekonomiji nekaj zasluži, s kombinacijo obojega ga mine vsa volja, da bi iskal zaposlitev, da bi se prizadeval za to, da bi iz te situacije šel in se s to situacijo sprijazni. Mislim skratka, da kulturna matrica, no če hočete, pri nas ni zrela ali pa ni primerna za to, da bi to vrstne instrumente v tem smislu uveljavili. No, kljub temu, seveda, da pa ne bomo ostali samo pri kritični oziroma skeptičnemu stališču, pa seveda menim, da za to, da bi to novo družbeno pogodbo vzpostavili, pa potrebujemo več in ne manj socialne varnosti. Potrebujemo jo predvsem, jaz mislim, predvsem odgovorno, na temelju odgovorne solidarnosti. Kaj mislim z odgovorno solidarnostjo? Predvsem sta tu dva elementa. Jaz mislim, da je treba še zmerom zaradi vrednotnega sistema, kakršen je, pogojevati socialne prejemke, tudi univerzalni temeljni dohodek. Ta nepogojenost, unconditional, kot se reče, mislim, da ne bi dobro funkcionirala. In drugo načelo te odgovorne solidarnosti pa vidim v načelu, ki mu rečemo pri nas, vsako delo šteje. To je nekaj takega, kar smo želeli uveljaviti
pa potem je bilo zavrnjeno na referendumu skozi zakon o malem delu, kjer bi morali vsako delo seveda plačati, vsako delo obremeniti s prispevki in na podlagi vsakega dela, tudi če gre za nestalne, bolj prekerne oblike dela, dati ljudem, ki ta dela opravljajo, ustrezne socialne pravice. To načelo mislim, da ponuja neke rezerve, ki jih doslej nismo izkoriščali. In to je zdaj tisto, kar bi jaz zagovarjal. Zagovarjal bi seveda ob tem tudi več in ne manj socialne države, ki lahko edina potem te inštrumente uveljavi. In ob tem seveda je pa treba delovati tudi v smeri ustvarjanja razvojnih priložnosti, ki jih rabi država, ekonomija v tem globalnem svetu. Z varčevanjem za razvoj, z vlaganjem v znanje in nove tehnologije, z nišno proizvodno in mobilizacijo človeških virov, s programi socialne ekonomije in podobnim. V tem bi bil ta, bi rekel, pozitivni program, kjer bi iskali lahko alternativo oziroma podlago za to, da bi se s to pritiskom globalne ekonomije soočali. Zakaj to trdim? Zato, ker menim, da je kakršnakoli reforma in sprememba mora biti v Sloveniji ali na ravni Evropske unije postavljena v kontekst globalizacije. Mi bomo kot del razvitega sveta, če ne bo globalizacija prekinjena, in jaz verjamem, da ne bo, ker bi bilo to v škodo razvitih držav, še dolgo časa se soočali z krizo, z situacijo nizke rasti in z iskanjem izhoda iz nje. In v tej situaciji je pa seveda izjemno pomembno, se vračam nazaj na družbeno pogodbo, da se veča in ne manjša družbena solidarnost. Kajti v tej situaciji, ko večina ljudi ne pridobiva, ampak izgublja, so instrumenti socialne solidarnosti zaradi povečevanja socialne kohezije izjemno pomembni. In jaz jih ne vidim drugje kot v krepitvi socialne države in socialnih programov in socialne varnosti, pač na način, ki je glede na ekonomske danosti mogoč. Tukaj bi mogoče svoj odkončal. Se pravi, če sem vas prav razumela, menite, da nekako ni potreben nov model delovanja socialne države, ki bi na nek način ustrezneje bil opremljen za odzivanje na vse večjo socialno negotovost, ampak bi se vam zdeli smiselnejši bolj popravki tega, kar poznamo zdaj. A sem prav razumela? Lahko tako rečem. A za UTD, vlogo UTD v novi družbeni pogodbi vidite ali ne? Kot sem rekel, načeloma, seveda jaz nisem proti tej ideji. Imam pa težave, ker ne vidim možnosti, kako bi jo realno lahko uveljavili iz dveh razlogov, kot rečeno. Prvo je vprašanje sredstev, drugo je pa vprašanje vrednotne matrice, saj za Slovenijo bi si upal to trditi, koliko velja za kakšno drugo državo, je pa seveda težko reči. Ampak cel jugovzhod Evrope, če hočete, ima probleme z odnosom do države, do skupnega, cel jugovzhod Evrope ima probleme z sivo ekonomijo, neformalnim delom in v tem kontekstu je seveda univerzalni temeljni dohodek problematična rešitev. Hvala za enkrat. Dr. Andreja Črnak-Meglič je prav tako sociologinja, sicer političarka, poslanka socialnih demokratov. Za UTD se zdi, da počasi na nek način prehaja iz alternative v mainstream. Vse več se o tem govori, vrsto let ste poslanka. Kakšno zaznavate razpoloženje glede tega in mogoče tega, kar smo danes slišali? Mislim, da ste od začetka spremljali konferenco. Ja, hvala lepa. No, jaz sem skoraj prepričana, da zelo veliko poslancev ne ve, kaj je UTD. To je prvo, kar bi mogla reči. Drugič, se mi zdi, da se v sedanjem trenutku ukvarjamo z popolnoma drugačnimi vprašanji,
kot je razmislek o temu, kako bi UTD lahko pomagal reformirati oziroma sodelovati pri socialni državi. Jaz mislim, da tisto, s čimer se srečujemo trenutno in kar ne bi bilo po mojem mnenju del nove te pogodbe, družbene pogodbe, je vsekakor vprašanje razmerja na eni strani socialne varnosti, ki jo je na vsak način treba modernizirati in za katero Slovenci vemo, da smo v bistvu tisti, ki zaostajamo za tem, kaj se je dogajalo v drugih primerljivih državah, in seveda drugi del, to je ta aktivna komponenta socialne države, lahko bi jo imenovali socialno investiranje, ki pravzaprav gradi na temu, da krepi posameznika, družino, družbo, zato da se lažje sooča z novimi socialnimi riziki na eni strani in na drugi strani s procesi globalizacije, o kateri smo govorili. Skratka, ki stavi na to, da pravzaprav posamezniki postanejo bolj aktivni, bom rekla, pri reševanju svojega položaja, družine, in zato je potrebno v njega investirati. In te investicije se nekako odražajo v temu, da se prepozna in krepi predšolska vzgoja, kvalitetna predšolska vzgoja, ki pravzaprav izenačuje možnosti otrok, kvalitetnem sistemu izobraževanja in vseživljenjskega izobraževanja, aktivni politiki zaposlovanja in pa usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti. Skratka, to je nek trend, neka strategija, ki je bila ugrajena do neke mere že tudi v Lizbonsko strategijo in pa agendo 2020, vendar se zdi, da v Sloveniji na nek način zgublja zamaha. In kje jaz to vidim? Ravno kar, tukaj mislim, da je še vedno kolegica Maša Kociprova, mi se ravno kar srečujemo s najnovejšimi predlogi, ki jih prinaša naša vlada. Na eni strani se odražajo v premalo pogumnih pristopih k modernizacijam različnih sistemov socialne varnosti. Takole zelo na hitro bom rekla, pokojninska reforma, ki se snuje v glavnem v koaliciji s predstavniki sindikatov, ki so predstavniki industrijskega delavca, je seveda reforma, ki bo zelo kratkega daha in bo pravzaprav pretežni del bremena prenašala na prihodnjo generacijo in se moramo vprašati, kakšna bo nova pokojninska reforma. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je povezan s reformo trga dela, ki še vedno na nek način se ne odziva v zadostni meri na to, da bi mladim omogočil, mislim, mladi z vsem svojim vključevanjem seveda predstavljajo kategorijo novih rizikov in ne omogoča ta njihov kolikor toliko enakopraven vstop na trg dela. To je ta del. Drug del, ki je pa seveda še bolj zaskrbljujoč, pa je seveda totalna negacija pomena socialnega investiranja, ki ga vidim, če ste gledali že zakon o usklajevanju ZUJF, o usklajevanju javnih financ, že v tistem ste lahko videli, kako se pravzaprav stopnjuje pritisk na javni sektor. V nadaljevanju, s tem, ko prihajamo do novega proračuna, se vidi, da se ta pritisk na javni sektor še toliko bolj stopnjuje, oziroma najbolj se stopnjuje na tistih področjih, kjer bi se najmanj smelo. To pa so področja, ki zagotavljajo izobraževanje in pa razvoj. Znanost minus 19%, izobraževanje minus 15% in tako naprej. Druga stvar, ki je zelo zaskrbljujoča, mogoče niste toliko prepoznali, zmanjšuje se povprečnina za občine. Kar pomeni, da občine, ki imajo na sebi celotno breme vzdrževanja predšolske vzgoje in to predstavlja približno 38% izdatkov za družbene dejavnosti in pa 15% izdatkov celotnih občin, veste, kako bojo reagirali. Sigurno bo šlo to v sozvočju s tem, kar je včeraj že napovedal tudi premier, v zmanjševanje standardov in normativov, to se pravi, ta socialna investicijska komponenta se zmanjšuje. In še tretji trend, ki pa še nekako ni prišel toliko do izraza, pa je trend, ki se kaže v
tendenci po reformiranju javnega sektorja, da se odprejo vrata privatnemu sektorju. Deloma se to kaže z zmanjševanjem sredstev, na drugi strani pa tudi ideje, kako stvari reformirati, no recimo neke ideje, ki sedaj krožijo v razpravah, so ideje o tem, da se popolnoma umakne podeljevanje koncesij za zdravstvo in da se preprosto uporabniku prepusti, katere storitve bo kje koristil. Kar pomeni, povedano po domače, da bo seveda srednji sloj tisti, ki bo nekako bežal k zasebnemu sektorju, s tem siromašil podstat javnega sektorja in seveda ogrozil same temelje socialne države, kajti vemo, vzgon ali pa krepitev je socialna država ali pa država blaginje v nadaljevanju doživela šele tedaj, ko jo je podprl, ko je z njo stal, ko jo je sprejel kot svojo srednji razred in seveda pristal tudi na povečanje obremenitev in izdatkov. In še nekaj, Slovenija se še nikoli ni srečala s pogubnimi posledicami privatizacije in pa liberalizacije, to, kar recimo so druge postsocialistične države doživele. Mi smo imeli ta gradualen, bom rekla, prehod države blaginje, kjer se je krepila ta dualnost, na eni strani, bom rekla, posnemanje sistemov socialne varnosti, ki se zgledujejo po kontinentalni Evropi in pa seveda storitveni sektor, ki se je zgledoval, socialdemokratski, ki se je zgledoval po skandinavskih državah. Trdim, da s temi tendencami, ki se zdaj pojavljajo, se sami ti temelji majajo in zato seveda to, kar bi si jaz želela je, da v prvi vrsti okrepimo prizadevanja nazaj za, to se pravi na eni strani pametno reformo sistemov socialne varnosti, na drugi strani nadaljevanje trendov socialnega investiranja, ki dokazano prispevajo k večji zaposlenosti, ustvarjanju višje kvalitete delovnih mest, in pa seveda tudi boljšemu usklajevanju poklicnih in pa možnosti in pa družinskega življenja. Seveda so s tem tudi v večji meri nekako usmerjeni v mlajšo generacijo. Ideja UTD-ja je meni zelo simpatična. Že ko sem pripravljala doktorat, sem brala Rifkina in seveda se mahoma zaljubila v to idejo, vendar pa moram reči, da se v veliki meri pridružujem temu, kar je rekel profesor Svetlik, da torej na eni strani vrednostni sistem, morda smo vsi skupaj nekako zamudili priložnost, da bi profesorja Van Parisa vprašali, zakaj na Nizozemsko, kjer so bili že zelo blizu temu, da UTD uvedejo, tega niso uvedli. Največji problem je bil v sistemu vrednot, če jaz prav poznam problem. Drugo je seveda ustvarjanje kritične mase zagovornikov tega in njihova reprezentativnost na različnih ravneh, predvsem se strinjam na ravni Evropske unije, in tretji problem financiranja. Ja, nažalost, treba je upoštevati razmerje sil. Razmerje sil je pač tako, da kapital tukaj ima prevladujočo vlogo, zato smo za banke zagotovili denar, za ljudi ga je pa vedno škoda. Hvala. Se mi zdi, da ste... Se mi zdi, da ste se na nek način precej razumela, ko ste govorili o tem iskanju konsenzov. Imam prav, če rečem, da so politične in ideološke razlike sploh na političnem parketu videti iz dneva v dan večje in hujše. Da. No, zdaj mi pa povejte, kako bomo v tem razpoloženju dosegli dogovor o družbenih spremembah, ko pa je polarizacija v družbi tako silovita. Pred približno 3/4 leta, mislim, da ste bila tudi vi del te zgodbe, sem imela neverjetno pozitivno izkušnjo. Namreč v neki preteklosti sem skupaj s kolegom Ciglerjem bila del ZSMS-ja, kjer smo gradili neko krovno organizacijo, ki je združevala interese tistih sil, ki so želele pozitivne spremembe, in to smo organizirali ob družinskem zakoniku. Moram reči, da take pozitivne energije, takšne sinergije ljudi, ki so prihajali iz različnih strank, iz različnih civilno-družbenih organizacij, nisem doživela od tedaj. In že tedaj, ko se je pravzaprav zgodba iztekala in se nažalost iztekla žalostnim koncem, sem podala idejo, kaj če bi nekaj takega začeli pravzaprav za borbo za socialno državo. Mislim, da tukaj je nek potencial.
Se pravi, neka vrsta graditi od spodaj navzgor, grassroots kampanja. Tako. Kar je čudno, ne, da reče političarka, ne? No, z nami pa je tudi profesor dr. Tine Stanovnik, edini ekonomist za mizo. Vidim, da ste si pripravili kar nekaj zapiskov, poslušali v netu tudi vsa predavanja in nagovore. Prej povejte, kakšno je razpoloženje v vaši stroki glede UTD-ja? Hvala lepa za besedo. Res je, sem cel dan pridno kot študent lepo zapisoval. Zlasti, seveda je bilo, moram reči, kar izjemno v bistvu tudi zasedba in s tem tudi čestitam organizatorju za pravi užitek. Mislim, da mnogi ste verjetno uživali tudi v teh razpravah argumentiranih. Jaz bi mogoče bom še nekaj o tem, kaj ekonomisti, ker seveda seveda se tudi razlikujemo. Jaz nekako bolj seveda delim mnenje profesorja Mencingerja, ampak ena stvar je, mislim, kar je tukaj zelo pomembna, je v bistvu vprašanje, ali je možna uvedba UTD brez neke celovite, da tako rečem, progresivne agende. Namreč to, kar se dostikrat misli, ja, to ni tak problem, seveda, jaz mislim seveda, da to uvedba, že če gledate sistem socialnega zavarovanja, kaj to pomeni oziroma za sistem socialne varnosti, ampak tudi za same institucije države. In jaz smatram v bistvu, da je tukaj potrebna ena celovita progresivna agenda. Dejstvo je, da ne glede na vse dokumente Lizbonske strategije Evropa 2020 itd., v bistvu mi dejansko nimamo neko takšno progresivno agendo, s katero bi, da tako rečem, neutralizirali, ne samo neutralizirali, ampak da, če hočete, v nek kontranapad proti konceptu neoliberalizma. Namreč neoliberalizem v bistvu poenostavljeno povedano pomeni načrtno dolgoročno slabitev države. In seveda načrtna dolgoročna slabitev države v pogojih globalizacije je seveda pogubna, zlasti pa za socialno državo. Jaz bi v tem, mogoče, to je Gaj, je sam navrgel v bistvu eno ime, Karl Polanyi, ki je izjemno pomemben, ampak zelo spregledan ekonomist, izjemno velik mislec in dokazoval kako je skozi zgodovino razmah tržne ekonomije opustošilo državo in da je država enostavno morala za zaščito seveda ustanavljati institucije in brzdati moč in svobodo, da tako rečem, tržnega gospodarstva. Seveda v 19. stoletju vemo, da je tudi zaradi tega socialno zavarovanje nastalo, kot en močen steber stabilnosti in prepreka, da tako rečem, prostemu delovanju trga. In mislim pa, da zdajle to, kar doživljamo, je v bistvu za to globalizacijo, se pravi zopet en strahoten razmak in odprtost za gibanje kapitala, blaga in storitev, je potreba po ustvarjanju močnih stebrov stabilnosti v nacionalnih državah. Je pa res, da v bistvu danes mi nimamo nekega sistemskega pristopa, kot je bil takrat, se pravi, z institucijami socialnega zavarovanja, ampak dejansko je to, kar bi profesor Pertot rekel, refleksni intervencionizem. Kar se pa tiče v bistvu samih, mi ekonomisti v bistvu imamo določene zadržke in jaz ne poznam, da tako rečem, resnega ekonomista, ki bi brezpogojno bil za UTD. Anthony Atkinson, veliko ime ekonomske znanosti, je absolutno za UTD, ampak z določenim pogojevanjem. Z določenim pogojevanjem, tako kot je bilo danes dopoldne rečeno, družbeno koristnega dela. Se pravi, to ni nujno delo v formalnem sektorju, se pravi mezdno delo, ampak družbeno koristno delo. Brez pogojni UTD, moram reči, da nekako v naši stroki ne sedi prav dobro. Zdaj, še mogoče ena stvar o sami tej uvedbi v bistvu in vplivu na sistem socialnega zavarovanja.
Mi v bistvu smatramo in vemo, da nekatere države so tudi zelo blizu parcialnemu UTD-ju, se pravi UTD-ju za določene skupine. In to je, če hočete, tudi nek integrirano v celo filozofijo socialnega zavarovanja in socialne varnosti, kjer v bistvu so posebej zaščitene ranljive skupine, ampak tistih pač, ki so v rednem delovnem razmerju itd., pač za njih se predpostavlja pač, da svoje dohodke dobivajo od dela. In v bistvu v tem smislu jaz smatram, da so možnosti za parcialni UTD velike in da bi predvsem v tej smeri bilo treba, končno Slovenija bila zelo blizu, da tako rečem, UTD-ju za otroke. V enem obdobju dejansko je bilo praktično mogoče tako kot Holandija, ki za generalni UTD je Slovenija bila blizu UTD-ju za otroke in v bistvu smatram, da pa bo skoraj nujno, to sem pa prepričan, da bo že v relativno bližnji prihodnosti v bistvu bo treba razmisliti o neki obliki, da tako rečem, UTD-ja za starejše prebivalstvo, se pravi za tiste nad 65. Kar poenostavljeno povedano pomeni, da pokojnina ne bi bila več samo od socialnega zavarovanja, ampak v bistvu pokojnina, en del pokojnine v enotnem znesku, drugi del pokojnine pa odvisen od prispevkov. Končno v bistvu takšen UTD obliko, v bistvu, kjer dejansko gre za precej veliko redistribucijo, v bistvu imajo že recimo Švica, Holandija, Slovenija je z državno pokojnino imela zametek, pa kot vemo zdaj v bistvu državne pokojnine kot v samem pokojninskem sistemu ni več. Ampak seveda tu je problem, seveda, ker takšen UTD seveda mora biti financiran z davki tako ali drugače, ne pa s prispevki, ker je recimo Češko ustavno sodišče proglasilo v bistvu, da je ta del preveč redistribucije in da se mora financirati z davki, ne pa s prispevki. Ampak mislim, da v bistvu ta parcialnost, da je mogoče to ta pot, da tako rečem, da ni treba misliti neko, mogoče saj, če že nimamo neke celovite progresivne agende, da je saj na tistih točkah, zlasti pa na kritičnih točkah in jaz mislim recimo to za otroke in za starejše, da so to mogoče še najbolj, da tako rečem, seveda je prekariat in tako naprej, vsekakor tudi pomemben, ampak segment, ampak za tu, da je možen relativno hiter napredek. Če bi seveda bila sprijeta taka odločitev, mislim pa, da bi tudi tukaj lahko dosegli nek konsens. Mogoče bi Andreja povedala tudi, zakaj je v bistvu takrat smo odstopili, da tako rečem, ti si bila takrat zelo angažirana pri tem, ampak to je, jaz mislim, pot, ne generalni UTD, brezpogojni, ampak UTD za določene, predvsem za določene ranljive skupine. Za začetek, potem pa recimo eventualna širitev. No, kot raziskovalec se vi ukvarjate z raziskovanjem družbene neenakosti in sistemov socialne varnosti. Kakšne trende opažate? Ja, zdaj trende glede same neenakosti je vprašanje, kaj se v Sloveniji zdaj v zadnjih letih, čeprav je Slovenija znana po tej izjemni stabilnosti, samo seveda zdaj se situacija slabša tako glede tveganja dohodkovne revščine, verjetno tudi glede dohodkovne neenakosti in socialno se verjetno, čeprav ne izrazito, ker jasno v bistvu v času gospodarske krize je za pričakovati, da se bo to stanje slabšalo. Je pa res, da je v bistvu kontinentalna Evropa s temi sistemi in z močnim javnim sektorjem deluje kot močen javni sektor, relativno močen, deluje kot izjemno velik stabilizator. In dejansko ta ideja, če hočete, in tukaj popolnoma delim mnenje profesorja Mencingerja, ta ideja, če hočete, to, kar se danes v Sloveniji dogaja z načrtno šibitvijo in slabitvijo javnega sektorja, predstavlja, lahko povzroči, da tako rečem, dolgoročno veliko škodo državi, celotni državi. Ker gledanje, to gledanje, veste, javni sektor je neka črna luknja, kjer se zmeče nek denar.
Ne, to je ustvarjanje javnih dobrin za javno dobro. Če hočete, to je ena oblika UTD-ja za šolstvo, zdravstvo in tako naprej. To je, in v tem smislu v bistvu je močan javni sektor, učinkovit seveda, jasno, in je pa tako še nekaj. Vi ne morete imeti, če imate neučinkovit privatni sektor, boste imeli tudi neučinkovit javni sektor. Eno gre skupaj z drugim. Se pravi, na tapeti imamo po eni strani javni sektor, po drugi se veliko govori o tako imenovanih vitkih podjetjih. A pa se vam zdi, da so menedžerji mogoče pri tem, ko govorijo o vitkih podjetjih, pozabili na to humano ekonomiko? Ja, jaz mislim, to velik problem, nismo veliko govorili razen preko prikaza prekarijata, ampak strahoten problem je zaposlenost. Zaposlenost, ustvarjanje delovnih mest. To je strahoten problem. In jaz osebno ne vidim neke rešitve za ta problem. Je pa jasno, da v bistvu, če hočete ustvarjati delovna mesta, veliko teh delovnih mest bo moralo biti tudi z nizko produktivnostjo. To ni, da bi zdaj vsa delovna mesta bila visoko produktivna. Ampak je nujno ustvarjanje, mi tako nekako gledamo za majhno državo, pa sploh pogubno, v bistvu visoka brezposelnost je nekaj, kar v bistvu socialno povzroča za problem socialne kohezije, strahotne probleme pri socialnih koheziji. Tako da bi jaz mislil, da je dober delodajalec, tako kot je recimo tudi predsednik Barack Obama pohvalil nekega delodajalca v Michiganu, ki je kljub takrat gospodarski krizi niti enega delavca ni odpustil, je tudi tu dober delodajalec tisti, ki vzdržuje delovno silo in se skuša prilagoditi nekako novo nastalim pač kriznim razmeram, ampak se pravi, vzdrževanje relativno visoke zaposlenosti je verjetno bi moral biti ekonomsko eden od osnovnih ciljev naše vlade. Hvala lepa. Profesor Svetlik, vi ste letošnje poletje v enem od slovenskih časnikov objavljali serijo esejev tudi na temo vrednot. Zdi se, da to idejo in socialne države in seveda UTD-ja ob tem, da mora spremljati neke vrste kolektivističen duh, da pa na drugi strani raziskave kažejo mogoče, da postajamo vse bolj individualistični. Mislim, da ste nekaj pisali o tem. Kakšen je vaš komentar? To sem že poprej želel komentirati, da je težava naša v tem, da najbrž za take spremembe nimamo najboljše vrednotne podlage. Tisto, kar vsaj po nekih indikativnih raziskavah lahko trdimo, je, da imamo izjemno visok individualizem, da imamo odnos do skupnega, do univerzalnega izjemno slab, da je sploh država tista, ki je grešni kozel za vse, odgovorna za vse, vse bi morala dati, vendar naša prizadevanja za to, da bi plačevali davke, prispevke, da bi prijavljali naše ekonomske aktivnosti so pa tako rekoč nizke, ker pač država ni vrednota. V tem se bistveno razlikujemo od Skandinavcev, recimo, ki so vse skozi branili socialno državo, tudi na tej ravni, vrednotni ravni. Seveda si želimo varnost, si želimo več enakosti in to je nekaj, kar bi UTD ponujal, ampak v hierarhiji teh vrednot se mi zdi, da sta ravno ta partikularizem in individualizem dosti močnejša od tega slednjega, oziroma partikularizem to dvojnost unese, kjer pričakujemo zagotovitev varnosti in enakosti od države, nismo pa pripravljeni lastnih investicij, lastnih prizadevanj za to, da bi to omogočali. No, potem sem govoril še o tem vrednoti usmerjenosti v sedanjost, ne v prihodnost, kar je zelo pomembno v teh debatah, kjer bi želeli z vsemi reformami zagotoviti večjo varnost tudi prihodnim generacijam, ampak vsi ali večina gleda samo na svoj položaj in na sedanji trenutek, kaj bo od tega imela. To je ena od kritičnih zadev. Ampak če sem že pri besedi, bi rekel še tole, razprava o univerzalnem temeljnem dohodku bi morala biti nekako povezana tudi z
razpravo o tistem delu socialne države, ki ga najdemo v storitvah socialne države, ker običajno tam najdemo tudi univerzalne rešitve, univerzalno dostopno izobraževanje za vse skozi storitve, ki jih država zagotavlja, je zelo pomembno. In če bi se jaz moral odločati med tem, da dam univerzalni temeljni dohodek, se pravi cash v roke posameznika ali pa da omogočam posamezniku, da ima prost dostop do otroškega varstva, šolstva in tako naprej, seveda bi dal v vsakem primeru prednost slednjemu, ne pa prvemu. Ker poznamo tudi potem te težave z razpolaganjem z dohodkom, ki ga posameznik prejme v roke, recimo taka anomalija, ki smo jo beležili, kolegica Črnakova bo to potrdila, je, da nekatere družine so recimo otroške dodatke, ki so neke vrste cash za družino, porabljale pač zato, da so z njim na teh otroških dodatkih gradile svoj, da tako rečem, standard, ne da bi vlagale v njihov razvoj. In zato je zelo pomembno, da država tukaj posega v smislu storitev, ki jih nudi, ki so nujne, zlasti, ko gre za vprašanje mlade generacije. Verjetno nekaj podobnega velja potem tudi za starejše, da je bolj pomembno, kot da dobi nek dohodek, ki je vprašanje, kdo in kako ga bo porabil, da ima možnost za storitve, ki jih nujno potrebuje v tem obdobju. No, pa katere, mogoče dr. Črnak Megličeva, mislim, da ste v tem nekaj tudi predavali, katere storitve naj bi zagotavljala socialna država? Ker se zdi včasih, da od kakšne države do države so interpretacije tega različne. Se pravi, katere storitve, oziroma mogoče še ob tem, se vam zdi, da je Slovenija država prijazna ljudem? Pa zelo težko reči. Torej, kar se tiče storitev, seveda najpomembneje je, da je država preko javnih servisov zagotavlja tiste storitve, ki so najpomembnejše za enak dostop do tistih bistvenih, bom rekla, elementov, ki omogočajo posamezniku, da se enakovredno vključuje v družbo. To je vsekakor, kot pravim, kvalitetno otroško varstvo, izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. Jaz mislim, da Slovenija, tukaj sem bila nekoliko kritična, je pač razvila izredno obsežen javni sektor. Na drugi strani pa ni prepoznala potencijala nevladnega sektorja, ki ob regulaciji države, ki pove, kaj morajo delati, pod kakšnimi pogoji in tako naprej, pravzaprav lahko komplementarno dopolnjuje storitve javnega sektorja, zasledujoč isti cilj, to se pravi javno dobro. Te tako imenovane pluralizacije države blaginje v Sloveniji nismo doživeli. In če gledamo, javni sektor praktično ostal nespremenjen vse to obdobje, pojavljale so se nove potrebe in v bistvu nevladnemu sektorju se ni prepuščalo zagotavljanje teh storitev. In to bi lahko zagotavljali, bom rekla, preko tistega dela nevladnega sektorja, ki ga danes imenujemo socialna podjetja, socialno podjetništvo, kjer je primarni del dejavnosti zagotavljanje dobrin in storitev za uporabnike. Tukaj se mi zdi, da smo v Sloveniji pač v tistem času, ko se je preobrazba države blaginje dogajala v 70-ih, 80-ih letih v Evropi, temu trendu nismo sledili, kot rečeno, v vzhodnoevropskih državah se je s prehodom iz socialističnega modela države blaginje na liberalni model pojavil velika blaginjska razpoka in takrat so te države začele pospešeno razvijati svoj nevladni sektor. Naš nevladni sektor pa anahronistično na eni strani beleži 25.000 subjektov, ki zaposlujejo samo 12% teh organizacij, zaposluje enega ali pa dva zaposlenega, zelo malo je tistih, ki jih ima več. In ves ta blazni potencial, ki leži v teh ljudeh, pa tudi v angažiranju prostovoljnega dela, se ne more izkoristiti za to, da bi se določene potrebe, za katere pa ni tako grozno nujno, da jih zagotavljajo javni servisi, speljali kot neke vrste podaljšana roka države, bom rekla, kot neke vrste shadow state, kot so to nekateri poimenovali, in se je pokazalo kot zelo dobro zunaj, ker se recimo imajo določene prednosti, kako se odzivajo na zadovoljevanje potreb in tako naprej. Ampak vsekakor nevladni sektor in javni sektor v zadovoljevanju potreb, zasledujoč javni interes, sta dvojčka. Se pravi, v bistvu država je prijazna, ampak
Ne? Ja, lejte, danes, če boste ljudi vprašali, bodo rekli, socialne države ni več in država ni prijazna. Ampak jaz mislim, da je to zelo krivičen pogled in pravzaprav je Slovenija s tem svojim gradualističnim razvojem do sedaj vendarle ohranila ogromen del socialne države. In indikatorji, o katerih je govoril kolega Stanovnik, stopnja tveganja revščina, neenakost, recimo pri stopnji tveganja revščine 50% se zmanjša zaradi delovanja socialne države. Ja, bože moj, neki pa tole je. Slovenija ima eno najnižjih stopenj tveganja revščine otrok zaradi ogromnega redistribucijskega potenciala socialne države. In tako naprej, da ne govorimo o indeksu človekovega razvoja. Ne smemo biti samo grozno kritični. Res pa je, da zdajle pa smo na razpotju. Zdajle smo pa na temu, da lahko pokončamo tisto, kar je najvrednejše. Temeljni pogoj, profesor Stanovnik, za delovanje Slovenije kot socialne države je gotovo gospodarski in socialni razvoj. Zdi se, da je kriza, ki je morda na plano izbruhnila leta 2008, Slovenijo prizadela nekoliko bolj kot druge. Veljali smo za zgodbo o uspehu, zdaj se pojavljamo v povsem drugi kategoriji. Kje smo naredili napako? Veste, to je lahko biti pameten in zdaj za nazaj ugotavlja, čeprav moram reči, mnogi ekonomisti, ki so se s tem ukvarjali, so opozarjali na ranljivost slovenskega gospodarstva, na neverjetno delovno intenzivnost, s katero se je v bistvu nekako kompenzirala nižja produktivnost in v bistvu velik del te tehnološke proizvodnje, ki ne more zdržati v bistvu pač procese globalizacije. To se je vedelo, ogromno je bilo napak tudi sicer, predvsem v gospodarski in fiskalni politiki, mislim, to je malo manj znano, da je v obdobju od 2004 do 2008 bilo napravljenih nekaj izjemno hudih napak, predvsem na področju oboje in gospodarske in fiskalne politike. Zdaj, kje je zdaj Slovenija? V bistvu je tako, mi res, tako kot profesor Mencinger lepo rekel, vse ne vemo, kako se bo ta stvar zdaj v Evropi izpela, ne samo ta ožji problem evroobmočja in skupne valute, ampak sploh v bistvu gospodarska in finančna kriza. Ne vemo, kdaj bo tega konc, kakšna bo še intenziteta, ker dejansko to misliti, 2014 vsi pravijo, da bo pozitivna rast, poglejte malo za nazaj in vedno je bilo tako, naslednje leto bo slabo, čez 2 let pa boljše, ampak to se zdaj pomika in smo zdaj dejansko mi že krepko 3. leto v bistvu tolčemo zelo slabe številke. Tako da v bistvu jaz ne vem, kako bo, je pa res, da v bistvu smo pa to, kar je Andreja lepo rekla, smo dejansko na razpotju. Predvsem, ker se skuša so ne samo vtis, ampak dejansko so tudi konkretne akcije, ki načrtno slabijo državo. Načrtno in ravno v trenutku, ko ne bi smeli slabiti, se načrtno slabi državo, tudi socialno državo in smatram, da je tu v bistvu velika nevarnost za dolgoročne negativne posledice. Ker od tega se pol v bistvu ne morate kar hitro oporaviti, pol tudi, ko pride gospodarska rast, ampak tako da mislim, da je tukaj v bistvu se tudi zdaj v sedanjem obdobju delajo neke, če hočete, dosti hude napake, ki lahko imajo trajnejše posledice. Ampak to, kdaj se bo obrnil, tega vam pa res tudi umar ne more napovedati. Pa še najmanj. Ja. Profesor Svetlik, vi ste bili nekaj časa v vladi kot minister za delo, družino in socialne zadeve. Ravno v času te krize je prostor, v tem času prostor javne razprave bil bolj ali manj zaprt za tako imenovane ideje z obrobja? Ja, zdaj jaz bom nekritično govoril, če bom to ocenjeval, nekaj tisti, ki so dajali predloge, bodo rekli, da nismo nobenega upoštevali.
Tisti, ki smo sodelovali na vladni strani, bomo rekli, da smo recimo za pokojninsko reformo imeli preko 50 sestankov s socialnimi partnerji. A je to dovolj ali ni dovolj, a je to premalo, je težko reči. Ne? Dejstvo je, ne, to moram reči, da smo, če je že to vprašanje, kot vlada padli v prvi dan, ko smo šli v svoje kabinete v obdobje krize. To je bilo začetek, konec 2008, začetek 2009. In dejstvo je, da smo približno vedeli, kaj nas čaka in tisto, kar smo vse skozi napovedovali, se na žalost danes v Sloveniji dogaja. Naš načrt je bil, da v prvi fazi moramo zaščititi prebivalstvo pred šokom krize, ki je prišel z povečevanjem zaščitnih mehanizmov, se pravi teh socialnih transferov, pa s pomočjo podjetjem, zato da bi to krizo prebredla in tako naprej, da pa seveda na dolgi rok ne moremo stroškovno, finančno vzdržati s temi instrumenti amortizacije krize in da je treba pripraviti strukturne reforme. Zato smo se jih lotili in tudi pripravili v razmeroma hitrem času. To pripovedujem zaradi tega, ker je ta, bi rekel, nuja, da se hitro pripravijo rešitve, bila morda ena od okoliščin, ki ni dopuščala, da bi več časa razpravljali, debatirali, prepričevali ljudi, kot smo jih. Ampak zelo jasno smo pa videli in tudi napovedali, da koliko reforme ne bodo sprejete, bo naslednja stopnja hujša. In ta naslednja stopnja je danes tukaj. In te rešitve se danes iščejo v mnogo težjih razmerah, kot so bile 2 leti nazaj. Če bi tiste reforme sprejeli, bi bile rešitve danes blažje, bi jih lažje dopolnjevali, tako kot so bile takrat že predvidene. Skratka, težko pa rečem seveda, da smo bili mi bolj ali manj odprti za javno diskusijo, za pobude, ki so prihajale in podobno. Kolegica Koroščeva je tudi takrat že predlagala univerzalni temeljni dohodek, se spomnim v debati okrog socialne reforme, ampak žal pač je bila presoja taka, da ni bilo mogoče po tej poti kreniti. Preden se bomo posvetili vprašanjem iz publike, me zanima še nekaj stvari. Vi ste, profesor Stanovnik, omenil te indekse, s katerimi se merijo takšne in drugačne stvari. Zdaj, ko se meri neke vrste ekonomsko-gospodarsko uspešnost posamezne države, se operira s podatkom BDP-ja, se pravi bruto družbenega proizvoda. Kraljevina Butan je že pred vrsto leti začela z nekim merjenjem indeksa sreče. Vem, da so na junijski konferenci OZN o trajnostnem razvoju so se pojavili pozivi o vzpostavitvi neke vrste indeksa, ki bi meril več, kot danes pokaže BDP. Se pravi, ki bi odseval neke vrste zadovoljstvo ljudi v posamezni državi. Pa me zanima, kakšno je pravzaprav mnenje vas vseh treh glede tega. Sem preverila še Galupovo raziskavo, ki je zajela 156 držav na svetu in po teh podatkih naj bi najsrečnejši ljudje živeli na Danskem, Finskem in Norveškem. Slovenija je na 49. mestu. Se pravi, kakšno je vaše mnenje o nekem indeksu, ki bi meril več, kot nam pove BDP? Pomanjkljivosti BDP-ja so znane, ga ni ekonomista, ki vam ne bi mogel našteti. Predvsem seveda je to najhujše, seveda, da je to ena številka, ki ne odraža kvalitete življenja. Zato imamo cel niz komplementarnih, recimo Human Development Index, se pravi indeks človekovega razvoja, imamo in cel niz drugih socialnih kazalcev. Kar se tega tiče, je tudi znano, mislim, mogoče bi omenil ne samo ta sreča in happiness in to, kar ste omenjali, ampak tudi v bistvu ogromno delo, ki sta ga dva Nobelovca, Amartya Sen in Joseph Stiglitz, plus Fitoussi, trije so bili v bistvu v tem zelo pomembnem poročilu in so predlagali čisto konkretne izboljšave in spremembe v merjenju, tudi v merjenju
blagostanja, kar je zelo pomembno, ker vemo, da BDP ne daje, pač ni kazalec blagostanja in blaginje posameznikov, zlasti zaradi tega, če imate zelo neenakomerno porazdelitev dohodka, seveda vam visok povprečni BDP ne pomeni veliko. Mi vemo v bistvu, da recimo v Ameriki se dohodkovna mediana gospodinjstev ni spreminjala že praktično 30 let, kar je nekaj neverjetnega in nezaslišanega, vemo pa, da se je zgornji procent seveda je pa šel v nebo. No, tako da vemo, da so te pomanjkljivosti, je pa seveda vprašanje, v kolikšni meri bi novi ti indikatorji, novi tudi v merjenju gospodarske moči, ne samo socialni, ki so že uveljavljeni, nadomestili recimo BDP. V tem, to je še odprto vprašanje, čeprav, če sta se dva Nobelovca močno angažirala, tukaj je mogoče tudi, da bo poleg BDP-a še drugi, da bo še nekaj drugih gospodarskih kazalcev, ne samo socialni kot indeks človekovega razvoja in podobno. Prosim, vidva še kakšen komentar na to? No, če jaz lahko dodam samo temu, da je OECD tudi ponudil svoj indeks Good Life, ali kako se imenuje, ne? In jaz verjamem, da bo treba dopolnjevati mere, po katerih se potem meri razvoj skozi čas in tudi po katerih se primerja države med seboj. In zanimivo je, da Slovenija kotira zelo visoko po indeksu človekovega razvoja, v svetovnem merilu in pa tudi po tem OECD indeksu dobrega življenja. Smo tam okrog, mislim, 21-22 mesto trenutno na listi vseh držav, ki so pač tam prisotne. Je pa treba biti previden, ko reduciramo te mere na zelo subjektivne, kot je recimo mera sreče, kjer je zanimivo to, da pri vseh raziskavah družboslovnih, ki so bile narejene, je se pokazalo, da je od zadaj spet neka kulturna vrednotna matrica. Severo-zahod Evrope kaže višje stopnje sreče in zadovoljstva na vseh teh raziskavah kot jugo-vzhod, tako da je tu že en problem primerjav, če gre za nekaj, kar je trajno prisotno v kulturi in stilu življenja ljudi. In še nekaj, taki indeksi potem imajo to težavo, da pač ne morete sreče povečevati iz leta v leto, ampak je potem predvsem kazalec nezadovoljstva ali pa nesreče lahko tole, in potem postane ta kazalnik zelo nestimulativen za uporabo v javnem diskurzu. Kaj menite o tem? A je socialnost lahko pogojena s tem, koliko mladih vstopi na delovni trg? Ker zdaj mislim, da je 1,4 mladih skrbi za starega, kmalu projekcije so, mislim, da za 2050, ko bo 0,8. Se pravi, je socialnost lahko pogojena s tem, koliko mladih skrbi za stare? Jaz mislim, da imamo pred seboj, če gledamo dolgoročno, izjemno zahteven problem, ki ga še nobena od razvitih držav po mojem ni ustrezno rešila na dolgi rok. To je ta demografski problem, ki ste ga lepo pokazala s tem podatkom. Zaenkrat je pač odgovor, da bomo starajoča se populacija delala dlje, ampak verjetno ima tudi to svoje meje. In kako bomo seveda to novo družbeno pogodbo gradili, da bo potem mogoče držati generacije skupaj, ne da bi bile v prehudem konfliktu v prihodnje, ko bo dejansko manj ljudi po teh ekstrapolacijah, ki so zdaj dostopne, aktivnih, kot bo tistih, ki bodo prejemali samo pokojnine, da ne govorimo o mladi generaciji, ta problem zaenkrat še ni rešen. Zaenkrat se pokojninski sistemi komaj, bi rekel, popravljajo, zato da se ta negativen trend blaži. Bo pa treba verjetno zelo hitro, jaz mislim, da je to že skoraj skrajni čas, iskati rešitev medgeneracijske solidarnosti, ki bo precej drugačna, kot je danes. Ne vemo, vsaj jaz nisem najdel dobrih odgovorov na to, kakšne te rešitve bi bile. Neoliberalni koncepti govorijo seveda o individualnih vlaganjih, o individualni skrbi, ampak seveda to prav gotovo ne reši problema, vsaj ne trenutno starajoče se populacije,
ki je nalagala po principu solidarnosti in računa na solidarnost seveda tudi vnaprej. No, jaz mislim, da tukaj, vsaj na ta srednji rok, jaz na daljši rok težko bi rekla, če imamo v celoti v glavi celotno percepcijo, kaj se bo dogajalo, ampak na ta srednji rok pa mislim, da je nujno, da sprejmemo končno zavarovanje za dolgotrajno nego kot obliko obveznega zavarovanja, s pomočjo katere si bodo starejši lahko plačevali storitve, ki jih nujno potrebujejo, kajti vkolikor tega ne bomo storili, kaj se bo zgodilo? Breme se bo zopet preneslo predvsem na ženske. Že danes tudi vse te raziskave, ki se v zadnjem času ponovno pojavljajo, kažejo, da so ženske bistveno bolj obremenjene kot moški, da delajo dlje, predvsem v neformalnem delu in seveda ta skrb za starejše, to kažejo tudi trendi v Evropi, se prenašajo na ženske. In to se mi zdi, da v tem trenutku ni modro, da pustimo in čakamo, da se nič ne odreagira. Že mi smo imeli pripravljen zakon o dolgotrajni negi oziroma o skrbi, praktično je bil usklajen, pa vendar nas je čas prehitev, na drugi strani pa se pravim, da bo pa treba razmišljati tudi o angažiranju drugih oblik dejavnosti, to pa so servisi, ki jih lahko zagotavljajo nevladne organizacije, socialna podjetja, ampak seveda za to bo treba nameniti tudi določen del sredstev. Samo od sebe se to ne bo pojavilo. Ko na eni strani govorimo o tem, kako bodo nekateri morali delati dlje, na drugi imamo čedalje daljše vrste tistih, ki niti ne dobijo dela, se vam zdi, to je vprašanje za vse, da bi nova družbena pogodba za Slovenijo morala vključevati tudi skrajšanje delovnega časa? Če mene gledate, ideja o skrajševanju delovnega časa je seveda zmerom bila atraktivna, ampak je zmerom nosila sabo vprašanje outputa ekonomskega, ki potem zagotavlja vzdrževanje socialne države in socialnih programov, preprosto povedano. Gre lahko za neke vrste redistribucije obstoječega dela. Jaz mislim, da še zmerom ne bi opustil, zlasti ne v majhni ekonomiji, ki bi morala biti prilagodljiva, prožna, fleksibilna, kot je slovenska, ne bi opustil ideje, da je treba ne glede na visok globalni pritisk konkurence iz razvijajočih se držav, je treba iskati okna in priložnosti za nas. Jaz jo vidim v višji stopni izobrazbe, usposobljenosti, kompetenc, tehnoloških investicijah in seveda, kar zadeva podjetja, v tej tako zvani nišni proizvodnji. Imamo nekaj izjemno dobrih primerov, ko so podjetja kot nišni proizvajalci uspeli v svetovnem merilu, kjer pokrivajo tudi več 10% svetovnih potreb in ta strategija bi seveda za majhno gospodarstvo, kot je naše, bila verjetno še zmerom dovolj dobra. In to je tisto, kar potem tudi prinaša delovna mesta, če je bilo to vprašanje, ki jih seveda bomo potrebovali, če hočemo seveda ta sistem naprej vzdrževati. Če bomo pa šli po obratni poti samo krčenja socialne države, pritiska na javni sektor, potem seveda novih delovnih mest samih od sebe ne bo. In ta vlaganja, recimo tudi predsedanji politike vlade, teh ni, teh pogrešamo, teh ukrepov pravzaprav ni. Vse se je skoncentriralo na varčevanje in krčenje, nič pa na investiranje in odpiranje novih možnosti za razvoj in zaposlovanje. Je pa res, to je treba reči, da naše izkušnje so naslednje, tako zvane davčne olajšave, ki smo jim bili priča v prejšnji Janševi vladi, ki so bile namenjene podjetjem, namenjene razvoju, pač v razvoj niso šle. Ta ekstra dohodek, ki je bil ustvarjen, je šel v programe privatizacije, ki so bili dopolnjeni še z bančnimi krediti za ta isti namen, namesto da bi šli v vlaganja v novo tehnologijo. Skratka, mi smo doživljali eno obdobje
jaz bi rekel, tega nezrelega kapitalizma, kjer so se ti novi lastniki in menedžerji obnašali ne kot agenti kapitala v dobrem pomenu besede, kjer skrbijo za akumulacijo, za razvoj, za delovna mesta, ampak bolj kot roparji kapitala, tako rekoč, ki so hoteli čim več osebnih koristi iz tega potegniti. Skratka, ta instrument generalni, olajšav in podobnega se ni obnesel. Je pa res, da smo, to pa lahko rečem, čeprav to ni bilo moje področje, v prejšnji vladi dosegli bistven premik v smeri tehnoloških vlaganj, v smeri povečevanja tudi izvoza tovrstnih izdelkov, v smeri večje inovativnosti, ravno z ciljanimi programi pomoči tehnološkega razvoja podjetij. In jaz v tem vidim priložnost, bi rekel, za to ekonomijo. Ne vidim jo pa seveda v tistem, kar danes se zahteva in se je tudi v času naše vlade zahtevalo celo strani nekaterih mednarodnih organizacij, da mi moramo konkurirati z nizko ceno delovne sile. V tem seveda ne bomo mogli nikdar biti konkurenčni Indicem in Kitajcem. Profesor Stanovnik, si je možno delo izmišljevati v nedogled, izumljati v nedogled, skrajšan delovni čas? Ja, vemo, Francija je šla to pot, pa se je vrnila nazaj. Čeprav je to, nekako ne moremo izključiti, in to je problem. Zanimivo pa je, da imamo to, je recimo Bernd Marin na enem od posvetovanj rekel, države, ki so labor rich, se pravi bogate z delom, in države, ki so revne. In problem pa je za Slovenijo, da ima že vrsto let zelo anemičen trg dela in ta problem, recimo za razliko od Avstrije, je tak, da ne vem, če lahko to ena od ukrepov, se pravi zmanjševanje delovnega časa, jaz mislim, da ne, ampak je pa problem v bistvu dejansko ustvarjanje delovnih mest. In to pa v bistvu lahko predvsem samo privatni sektor. Hvala lepa. Čas je za vprašanja publike. Prosim, če se predstavite, komentarje omejite na razumno časovno enoto, vprašanja za odgovore pa so vam na voljo gostje. Jaz se bom poskušala omejiti. Vsekakor smo zelo dolgo čakali na možnost, da tudi iz publike postavljamo vprašanja, tako da si bom pa nekaj časa vseeno vzela. Zdaj moram reči, da sem prav presenečena, da se danes bolj strinjam z ekonomisti kot pa z slovenskimi sociologi. Kajti recimo vseeno najdem več stičnih točk celo z dr. Stanovnikom, ko govori o možnostih recimo uvedbe UTD. Seveda, še posebej, kar se tiče parcialnih sistemov, tudi sama sem v prvi meri rekla, ja, univerzalni otroški dodatek bi bil tisti prvi korak in najbolj nujni korak v teh kriznih časih. Moram reči, da v mojem predlogu, sicer ne vem, ali samo v delovni verziji ali tudi v ta pravi, sem se dotaknila tudi recimo univerzalnega pristopa k pokojninskem sistemu. In tam zastopam identično idejo, kot jo predstavil dr. Stanovnik, da en del je v bistvu univerzalna pokojnina, en del pa potem glede na vplačane prispevke. Vprašanje? Ja, pravzaprav, ne bom dala vprašanj, ker bom komentirala. Hočem samo reči, da bi rada povedala, da mislim, da ta generacija, ki je živela v relativno bolj optimističnem času, ne more pričakovati od sedanjih prekercev, ki se jih odmisli takole, da bodo podprli kakršnekoli, bi rekla, pozitivne spremembe na pokojninskem sistemu, če ne bodo upoštevali tudi položaja prekerne mlade sile. Hočem reči, v redu, hvala Bogu, imamo neki minimalni konsens pri univerzalnem otroškem dodatku, ampak jaz vam kot srednja generacija povem, upokojencem ne bomo nič pomagali, dokler oni ne pomagajo nam. To je to.
Zdaj pa, bom šla po vrsti. Gospa Megličeva je recimo govorila o nevladnem sektorju, koliko imamo nevladnih organizacij zaposlenim z enim ali dvema človekoma. In potem hkrati seveda zanika pozitivno vrednost brezpogojnega UTD, zato ker je treba kontrolirati in aktivirati ljudi. Ko vemo, da potem ti ljudje, zakaj nevladni sektor nefunkcionalen, neučinkovit? Ker ves čas porabijo za pisanje prošenj, zato da lahko ostanejo na trgu kot nevladniki in ne delajo nič za druge, ker ves čas pišejo prošnje zato, da so oni lahko nevladniki. Zdaj je en anarhist poskušal navezati stike ne ravno anarhisti, z enim alternativci v Mariboru. So rekli, nimajo časa, pišemo projekte. Se oni nimajo časa delati tisto, zakaj so tam. In to je isti problem, kot je recimo tudi pri schemah, ki jih je predlagal dr. Svetlik, ko ni zaupal posamezniku, da si bo poiskal dostojno, stimulativno delo, ampak je dal denar za ohranjanje delovnih mest middle managementu oziroma podjetnikom, tistim, ki se do zdaj niso izkazali z varovanjem človekovih pravic in dostojanstva na delo. To se pravi, da enostavno, zakaj ne zaupate posameznikom, ampak vse ste sami povedali in pač ne. In potem vaša kolegica enako, imate slabo mnenje o moralnih vrednotah ljudi v Sloveniji. Jaz se pa z vami tu ne strinjam. In zdaj pa takole, ali moje mnenje ali vaše, to nič ne šteje, ampak poanta je, da ne moramo več govoriti, jaz mislim. Ja, verjetno je tako. Jaz pozivam dr. Svetlika, da kadarkoli govori, ni možno, verjetno je tako, da začne operirati z številkami, raziskavami javnega mnenja in potem se bomo pogovarjali. Moram pa še tole reči. Prosim, res, če lahko zaključite, ja. Zadnjo. Ves čas smo mislili, kako mi ne prodremo do njihovih glav. Ampak veste, če celo Guy Standing pa Philip Van Paris niso uspeli predrugačiti njihovega mnenja, potem bom rekla v redu, tako pač je. Ampak res samo še tole. Tako kot se vi počutite verjetno v parlamentu, ko nagovarjate gluhe, narekovaju desničarje, tako se včasih mi, ki zagovarjamo UTD, počutimo, ko nagovarjamo vas. In jaz pač mislim, da v prihodnje bo ločnica ta. Tisti, ki verjamemo, da so ljudje delovni, aktivni in znajo za sebe poskrbeti in eni, ki mislijo, da morajo biti paternalistični do njih. Verjetno pa bo Hvala. Uspeha tudi v dialogu. Ja, hvala, lahko. No, najprej seveda bi rada odgovorila glede univerzalnega otroškega dodatka. Gospa verjetno ne ve, ampak jaz sem bila praktično med tistimi, ki so vodili kampanjo za uvedbo univerzalnega otroškega dodatka in smo jo pravzaprav v zakonsko verzijo zakona o družinskih razmerjih tudi uvedli. Vendar pa so kasnejše vlade, prosim? Se to hočem povedati. Vendar pa so kasnejše vlade, ki so potem razpolagale s tem instrumentom, ugotovile, da preprosto tega denarja ni in so od modela odstopile. Točno tako je bilo. Tisto, kar je pa zanimivo, je v gibanju, ki smo ga vodili takrat preko Zveze prijateljev mladine, da smo uspeli dobiti, prvič se je to dogajalo, da smo zbirali podpise javnosti, da smo zbrali, mislim, da preko 60.000 podpisov, s katerimi smo potem prišli v parlament in na podlagi tega so vse politične stranke podprle idejo univerzalnega otroškega dodatka. To je bilo leta 96, kot pravim, potem 99. leta je prišlo do revizije tega, pač drugačna politična konstelacija. Toliko, da ne bomo govorili, s kom se strinjamo, s kom se ne strinjamo, pač jaz sem bila skozi zagovornica tega, še danes sem zagovornica in mislim, da je to prav. Nekoliko bolj zadržana sem pa pri pokojninah. Kajti tisto, česar se jaz bojim, da so to tirnice tine dejansko k NDC-ju. To se pravi, veste, mečkan je treba tudi pogledati, kaj to pomeni. Recimo, če prerazporedimo sedanje dohodke, bomo mogli še vedno zagotavljati pokojnine za tiste, ki na nov sistem ne bodo šli, hkrati pa zagotoviti dodatna sredstva za
nove, ne? In pri prispevni stopni, kakršna je danes, bomo ugotovili, da vkolikor ta nulti steber, ne, ta univerzalni dohodek za starejše ne dvignemo na dosti visoko raven, bodo bodoče pokojnine zelo nizke. To jaz še vedno trdim, da se je treba v okviru realnega gibati, ne, in se zavedati, da pravzaprav razmerje na eni strani med vzdrževano populacijo in pa aktivno populacijo se poslabšuje. Poslabšuje zaradi nizke rodnosti na eni strani, poslabšuje tudi zaradi, hvala Bogu, čedalje daljšega življenja, ne. Tako da jaz tukaj sem nekoliko bolj zadržana. Kar se pa tiče nevladnih organizacij, dejstvo je, da sodim tisto skupino, ki je naredila zelo veliko raziskav o nevladnem sektorju, mimogrede tudi doktorirala sem iz te teme. In to, kar sem imela v mislih okrog regulacije, je bilo in pa v bistvu sodelovanja države nevladnega sektorja je bilo mišljeno predvsem v tem smislu, da pač država je tista, ki definira standarde in normative, pod katerimi se zagotavljajo dejavnosti in se financirajo pač na približno enak način ali pa recimo v določenem delu tega, kar se financira v javnem sektorju. Ne moramo pa tega mešati s tem, kar se danes dogaja. To pomeni sistem, ki ga zagovarjam, je popolnoma drugačen sistem financiranja. To je neke vrste koncesija. To, kar se dogaja danes, pa so letni razpisi in proti temu sem se celo življenje praktično borila in poskušala vplivati na tiste, ki so odločevalci, da se sistemi spreminjajo. In nekateri sistemi to imajo. Recimo področje socialnega varstva ima večletne pogodbe, Mestna občina Ljubljana ima večletne pogodbe in tako naprej, ne? Tako da moramo vedeti, da seveda, če veliko dobiš, moraš pristati tudi na to, da tisti, ki sredstva prispeva, ima pravico v pogled, kako se ta sredstva koristijo. To je popolnoma normalno. In kljub vsemu, da sem največjih advokatov tega sektorja, pač moram reči, da tudi vse, kar ni zlato, kar se sveti. To si moramo pa tudi priznati. A ne? Tudi v nevladnem sektorju imeli smo kar nekaj afer, je bilo ugotovljeno, da se ni vse porabljalo tako, kot se bi mogli. Hvala lepa. Gotovo pa bo pot naprej v dialogu in ne delitvi na naše in vaše. Tukaj mislim, da ste vprašanje se prijavili, prosim. Sem se prijavil, jaz. Mislil sem, da bo sicer še kdo se odzval, ker vprašanje je bilo kar veliko za vse paneliste. Ja, hvala za besedo, mislim, da je na mestu ta zahvala tokrat. Eno opaska in eno vprašanje. Opaska je ta. Poslušal sem z zanimanjem, kar ste povedali in moje občutje so se med tem, ko sem vas poslušal, nekoliko spreminjale, kajti zazdelo se mi je najprej, da imam občutek, da poslušam tri zagovornike postopne uveljavitve ideje univerzalnega temeljnega dohodka. No, bolj sem poslušal, bolj se mi je zdelo, da je zadržkov, ki se jih je med tem nabralo, v tem, kar sem slišal, toliko, da pravzaprav lahko podvomim v to, da ste zagovorniki te ideje. Čeprav ste se, vsaj nekateri, mislim, da dr. Svetlič, zlasti mislim na vas, deklarirali za take. Trenutek, ko sem pri vas to podvomil, je bil pač tako, ste rekli, da bi prednost pred, bom rekel, univerzalnim temeljnim dohodkom, ja, dohodkom, denarnim prispevkom dali neki storitvi. Ne. Tu se mislim, da potem morda poti pa le razhajajo na neki točki. Ne. Ampak, če pa ste, in moj izziv je pravzaprav ta, ne, da se mi zdi, da ste različno, mislim, da bi profesorju Stanovniku to še najmanj, da sem še te dvojnosti najmanj zaznal, ampak da je tu neka mogoče razpotje, ne, ali torej, ko bi se morali postaviti sami sebi vprašanje in jasno odgovoriti, ali ste ali niste za podporniki te ideje. Za postopnost namreč je marsikdo med nami, ki jo deklarirano podpira, v resnici pristane tudi na postopnost. Bodi si po grupi, bodi si po višini, bodi si po obsegu njene uveljavitve in tako naprej. Imam pa še specifično vprašanje za dr. Svetlika in sicer vprašanje, ki zadeva to strategijo. Ne? Obstajajo pač, rekli ste, tudi zdajle mogoče, če se naveže na besede gospe Černakov Meglič, rekli ste,
odvisnost socialne države je odvisna od razmerja, oziroma pokojnine so odvisne od razmerja upokojenec zaposleni. Ne zdi se mi natančna opredelitev. Odvisne so seveda tudi od produktivnosti oziroma od dodane vrednosti, povprečne dodane vrednosti, ki jo prinaša zaposleni. Ne? In tu je mogoče tudi to, kar sem hotel kot izhodišče za profesor Svetlika. Poglejte, možno je podpirati seveda delovna mesta tako, da dajemo denar tistim, ki zaposlujejo, zato da zaposlujejo ljudi, ki so nizkoproduktivni, ki delajo na delovnih mestih z majhno dodano vrednostjo in ki nimajo niti posebne motivacije za to delo in bodo proizvajali slabo in verjetno bodo proizvajali izgubo, ki je bo treba vse na novo spet in spet pokrivati z novimi subvencijami delodajalcem, ki bodo najemali delovno silo. Vprašanje je, če je to dober sistem. Mislim, da je to nekaj, kar ste v času, ko ste bili v vladi, v resnici počeli in sprašujem se, če je to nekaj, kar bi še ponovno storili oziroma bi ubrali kakšna druga pota, ki bi ob predpostavki, spet morda je predpostavka napačna, ampak da pravzaprav dodano vrednost proizvajajo pravzaprav ljudje, ki so sposobni dodajati veliko dodane vrednosti in da delovnih mest pravzaprav ne bo več toliko, da torej prihodnost ni prihodnost družbe polne zaposlitve, ampak delne zaposlitve, kot torej delovnih mest nikoli ne bo dovolj, da je potrebno dajati delovna mesta tistim, ki bodo visoko stimulirani, ker bodo samo taki lahko, ki imajo lastnost, ki bo pogoj za to, da bodo proizvajali visoko dodano vrednost na tistem delovnem mestu in seveda jim jo daje to delovno mesto samo toliko časa, dokler bojo to visoko stimulacijo tudi imeli. Potem naj to delovno mesto zasede nekdo drugi za podobno kvalifikacijo in stimulacijo za to, da dela. Ostale pa seveda bomo morda prav s to visoko dodano vrednostjo lahko tudi vzdrževali na nekem določenem minimumu oziroma na neki določeni višini univerzalnega temeljnega dohodka. Hvala za odgovor. No, še enkrat naj ponovim, jaz mislim, da je ideja univerzalnega temeljnega dohodka izzivalna in da se je treba morda kar še naprej intenzivno z njo ukvarjati, tudi vprašanje postopnosti, recimo eno takih, ki kaže na mogoče večjo možnost uresničitve, kot če bi naenkrat v celoti jo uvedli. Tudi ideja, da bi šli najprej na raven Evropske unije oziroma in preko tega pravzaprav uveljavili to idejo, se mi zdi po svoje bolj atraktivna, mogoče zato, ker manj podrobnosti poznam na tej ravni, kot pa če bi šli samo v neki državi, tako kot je denimo Slovenija. Vidim pa, kot sem navedel, dva temeljna problema. Prvi problem je mobilizacija zadostne količine sredstev, ki pomeni ali večjo redistribucijo, ki si jo težko predstavljam tehnično, kako bi jo izvedli v smislu, da bi zelo bogatim dovolj vzeli, da bi jo realizirali, ker v Sloveniji zelo bogatih vsaj vidno ni, ne vem, če imamo skrite bogataše. In potem seveda je druga možnost redistribucije ta, da bi nasploh obremenili ljudi s prispevki oziroma davki in na tak način mobilizirali ta dodatna sredstva. Tisto, kar mene nekako prepričuje, da je bolje iti po poti selektivnosti, kot jo sedanji socialni sistem ima, je pač to, da z obstoječimi sredstvi dosegamo lahko večje socialne učinke preprosto. Ker če bomo dali, tako kot sem poprej poskušal reči, a ne vsakmu državljanu 300 evrov, morali bi mu dati več, da bi lahko tisti, ki nima nič drugega preživel, bi moral imeti vsaj 450-500 evrov. Potem bo seveda nimamo najprej dovolj sredstva, ne. In bi morali potem 300 evrov dopolnjevati z nekim dodatnim socialnim transferom. Potem nismo naredili nič v smislu poenostavljanja
tega sistema in tudi ne v smislu izboljševanja položaja tega najrevnejšega, najbolj socialno ogroženega. Medtem ko tistim najbogatejšim seveda je to španska vas, ker tisto, kar bi dobil, bi mu nazaj vzeli, oziroma tako kot sem razumel, ne bi šlo samo za prelaganje iz enega žepa v drug žep. Ne. V tem smislu se mi zdi, da učinki niso taki. Se pravi, z obstoječimi sredstvi se mi zdi, da je še zmerom bolj racionalno pomagati tistim, ki zares nimajo drugega izhoda, kot da mešamo v to zgodbo tiste, ki preprosto lahko skrbijo sami zase. Seveda so tukaj drugi momenti in ti momenti se mi zdijo atraktivni, a ne? Ali bi recimo socialno državljanstvo s tem lahko krepili na evropski ravni, na slovenski ravni. Ta ideja se mi zdi dosti zanimiva in bi kazalo na njej delati, ker se mi zdi, da lahko prinese, če bi ustrajali v tej smeri, obrat pravzaprav v načinu organizacije in delovanja te družbe. No, drugo vprašanje je seveda, kot sem rekel, vprašanje etike dela. Ne. Kaj to pomeni za etiko dela in fenomeni, ki jih imamo priložnost opazovati v našem okolju, govorijo, da bi verjetno bila ta dodatno ogrožena s takim instrumentom. To si bi upal pač trditi ne samo na podlagi mojih prepričanj, kot pravi kolegica Korošča, ampak imamo nekaj raziskav, ki so bile narejene o tem, kaj in kako Slovenci vrednotimo v svojem življenju in kako se potem dejansko s temi vrednotami vedemo. Tako da to je to drugo veliko vprašanje in mislim, da pri tem vprašanju so se zaustavili tudi Nizozemci, takrat, ko so bili na tem, da nekaj bolj radikalnega uvedejo in še marsikdo drug. Jaz sem že poprej v diskusiji odprl to vprašanje, a ne, če bi šli radikalno po tej poti, da vežemo položaj posameznika in skupine na njegov status državljana in razklenemo položaj posameznika in skupine od njegovega delovnega vložka in prispevka, potem seveda bi res radikalno spremenili družbo, ampak ne vemo pravzaprav, kaj bi to, ne znamo vseh posledic predvideti in tu je ena velika negotovost. Ne pravim, da seveda poskusov ne bi delali v tej smeri, ampak jaz sem skeptičen, da bi to delovalo dobro, ker če bi pa seveda ta etika dela upadla, ne, bi pa seveda viri za napajanje univerzalnega temeljnega dohodka ravno tako upadali in tukaj bi se zapletli v ta začarani krog. In neke raziskave, ki jih poznamo tudi na širši evropski ravni, kažejo, da gre že zdaj za premik od etike dela k estetiki dela. Zapravo, mlada generacija ni pripravljena sprejeti kakršnokoli delo je, kakršnokoli delo je treba opraviti zaradi tega, da funkcionira normalno in posameznik in družba v celoti, ampak seveda postaja izbirčna in normalno, ne se ima to pravico in želi kvalitetna dela, ampak seveda ostane pa vprašanje, kdo bo pa ta dela potem opravljal. In v tem smislu se mi zdi, da je veliko teh zagad, ali pa dilem, ki bi morali rešiti, predno bi rekli, ja, naredimo ta odločilni korak v smeri uveljavljanja univerzalnega temeljnega dohodka. Je pa zanimivo to razmišljanje, seveda, ali bomo ostali družba dela ali ne, v tem smislu, kot smo doslej bili, ne? Ali bo tehnologija nadomestila delo in bomo morali in bomo dovolj ustvarili za to, da bi lahko vsi živeli z manj dela, ampak mislim, da je to potem na našem globalnem svetu tudi globalno vprašanje. In težko se odloči za neko tako potezo. Ena država, kot smo videli, Francija se je odločila, pa je potem se premislila nazaj, ne?
v Evropi lahko bi se odločila ena skupnost, kot je Evropska skupnost, ampak mislim, da v globalni konkurenci bi izjemno veliko tvegala pri takih odločitvah, ker mora kompenzirati potem tako spremembo z dosti večjo produktivnostjo in vložkom znanja, ki ga imajo pa Kitajci tudi vse več. Tako da tukaj se mi zdi, da je treba vse te parametre dati na mizo, predno bi prišli do enega sklepa, ki bi bil primeren za politično odločitev na ravni recimo države ali Evropske unije. Čas imamo za samo eno vprašanje še, ampak ne pomeni, ko končamo za to mizo, da se končajo razprave in polemika, nadaljujejo se lahko ob večeri, ki je predvidena in sem prepričana, da bodo gostje z veseljem odgovarjali na vaše vprašanja. Torej, če se lahko zmenimo za eno kratko vprašanje ali nadaljujemo potem. Jaz bi samo povedal to, kar je gospa Meglič rekla. V Sloveniji se sploh do zdaj nismo zavedali problematike zdravstvenega zavarovanja in šolstva, ker nam je to samo posebej razumljivo. Tujini pa povezujejo UTD z zdravstvom in šolstvom. Hvala lepa tudi... Meni se ne zdi, da je to tako poenostavljeno, tako enostavno sprejeti za svoje. Sam trenutek, gospa. Žal moramo zaključiti, ker nas čas preganja. Sem prepričana, da bodo vsi na voljo za dodatna vprašanja. Tako da hvala lepa panelistom in hvala tudi vam za obisk. Hvala.